Najprej iskrena zahvala za to študijo oziroma te študije, ki jih danes imamo na mizi. Sam sem vedno pristaš tega, da je potrebno vedeti, kaj delaš in kakšne so posledice tega, kar počnemo. In žal vsi danes vidimo, da bi marsikdo moral podobno študijo imeti prej v rokah, ko so bile neke poteze. Upam, da so tudi na Veliki Britaniji narejene študije, kajti tudi tam bodo kakšne posledice, tako v finančnem smislu, kakor tudi v blagovnih tokovih. In študije prihajajo v zelo pravem času in nas opozarja na nekaj, da moramo znotraj Evropske unije, znotraj Evropskega parlamenta hitreje delati na večjih dokumentih. Eno je sama pogajanja Brexita, drugo je priprava večletnega finančnega okvira in tretje je tudi nova konfiguracija kmetijske politike. Zagotovo je znotraj tega veliko prostora za izboljšave teh politik, prav tako po drugi strani tudi priložnost, da razmislimo o tem, kar je bilo danes že tu rečeno, zakaj imamo Evropsko unijo. Je to solidarnost do predelovalcev hrane, je to solidarnost do regij, ki so manj razvite, je to na nek način tudi vložek v prost trg, kajti neto izvozniki tudi veliko pridobijo s tem, ko je prost trg. Tako da jaz mislim, da so vhodni podatki zelo pomembni, imamo scenarije, ki so neka osnova za razmislek in sam sem trdno prepričan, da bo znotraj Evropske unije ta princip solidarnosti obveljal in najlažje ga bomo rešili, če se bomo v EU-ju tudi odprli to vprašanje, da je pa Evropska unija in pa vse to, kar Evropska unija počne, mogoče pa le malce več vredno kot slabega 1% BDP-ja in da se približamo tistim 1,20–23%, kar tudi omogoča Lizbonska pogodba in bomo imeli večina problemov rešenih, Evropsko unijo pa še naprej unijo, ki bo solidarna do ljudi in tudi tista unija, v kateri bodo ljudje radi živeli.